če bi znala najti ključ za vse skrbi. The Jam in, dragi moji, prihaja pa naš reprezentant, naš as, kapetan slovenske reprezentance v odbojki, ponovno zlato-srebrni, sicer brez ostalih reprezentantov, ampak tukaj je en edini Korošec, Tine Urnaut. Korošci, Korošice, pozdravljeni, naredili ste špalir, kot so ga naredili tudi gasilci in Tine prihaja v spremstvu župana in mladih plesalk športnega društva Stoja s trenerkama Maje in Eve. Čez nekaj trenutkov tudi tukaj med nami in seveda potem tudi na glavnem odru. Tukaj je, dajmo en velik aplavz za našega kapetana in igralca, superstar, zvezdnika svetovnega formata, Tine Urnaut. S plesalkami športnega društva Stoje. Zaslužijo si velik aplavz. Magister Tomaž Rožen, zraven, župan, zraven našega Tineta. Tine pozdravlja Korošce in Korošice in tudi ostale, ki ste prišli iz ostalih koncev naše lepe pokrajine. Koroške je tukaj, na DTK, na Ravne in na odru je Tine Urnaut. Besedo bom predal Jani Šednik in Janja, beseda je tvoja. Hvala, pozdravljeni, spoštovani v osrčju Koroške na Ravnah, kjer ljudje počnemo vse s srcem, kot se za osrčje spodobi. Srčni smo, srčno navijamo in to je dobra popotnica. Naš športni ponos in zlati odbojkarji s srebrnim odličjem so tako zelo naši in tako zelo dober razlog za uspeh. Dajmo en velik aplavz za našega Tineta Urnauta. Iz tega mesta z vsem dolžnim spoštovanjem in navdušenjem med nami pozdravljam tudi našega častnega občana, gospoda Adija Urnauta, nekdaj čudežnega dečka slovenske odbojke. Pa spoštovano gospod Anito Urnaut, ki sta svoje gene več kot odlično unovčila, da ne govorimo o tem, kako dobre rezultate zdaj beleži sin v vlogi kapetana, ki je do srebra na vsa ta še tako zahtevna igrišča popeljal slovensko častno izbrano vrsto odbojkarjev. Tine Urnaut, preko 15 let že nosiš ta dres, vi ste vajeni teh ceremonialov, ki spremljajo vašo odbojkarsko pot. Dobrodošel na Koroškem, verjetno že nekaj časa niste bili tukaj. Kaj ste najprej storili, ko ste prišli domov? Lep pozdrav vsem skupaj. Zelo sem vesel, da se spet po 2 letih zberemo, predvsem v takem številu in toliko mladih novih obrazov in v bistvu sem res zelo vesel. Včeraj sem prišel prvič po dolgem času, po parih mesecih, da najprej seveda sem šel domov, pa nekaj doma dobrega pojedel, malo se je naspal in dan sem to z vami. Odlično, res smo veseli, da je temu tako en velik aplavz. Ne bom spraševala, kako naporno je in kakšni so vtisi, raje bom vprašala oziroma se bom navezala na legendarnega odbojkarskega strokovnjaka Viktorja Krevzla, ki je dejal, da verjame, da Slovenija lahko osvoji katerokoli lovoriko. Malo se je bal premočnih emocij, ampak rekel, da so naši igralci pravi gladiatorji. Ubij ali boš ubit. In do finala je to držalo. Ampak kot kapetan, kako težko nalogo ste imeli letos? Ja, letos se bo pa
še teže, kot pa ostala prvenstva. Zato, ker tudi sami pred prvenstvom nismo toliko verjeli v to, v kakšnem stanju smo bili, koliko smo trenirali, pol še virus, ki nas je prizadel pred turnirjem v Ukrajino, da v bistvu smo šli na turnir po 2 skupnih treningih s Katarci, eno prijateljsko tekmo z Maribora, da nismo vedeli niti približno, kar pričakujemo. Da vse, kar se je dogajalo na prvenstvu, je bila v bistvu neka šola, stopnjevali smo formo in tudi pred samim Final Fourom nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo, zato ker so ostale ekipe boljše odigrale od nas, ampak ko smo postopili na igrišče s Poljaki, pa predvsem takrat, ko so še himno zamenjali, pa smo pa vedeli, da danes bomo zmagali. Bravo. Upali smo tudi mi in se jezili z vami. Kako je vplival torej ta kiks, pa potem tisti volare, nesrečen proti koncu finalne tekme? V bistvu vsaka taka stvar, tako se je zgodila, Poljaki radi vedno provocirajo, ne? In so se že tu v Sloveniji so provocirali, na Poljskem so provocirali, včasih celo malo nešportno obnašajo, ampak ne glede, to te samo še podkuri, da še boljše odigraš. Teda smo bili res, tista je bila ena fantastična tekma, mogoče ena boljših, lepših, kar si jih je sploh igral na evropskih prvenstvih, zato se ne spomnim, da bi se kadarkoli en set igral skoraj 1 uro, tako da je fantastično. Pol finale, tudi bo nekaj neverjetnega, res smo odigrali, ne glede na celotno situacijo, na zelo visokem nivoju, mislim, da tisti joker iz rokava, ko so ga pripeljali Italijani, Juri Romano, drugi korektor, je naredil razliko in jim je treba čestitati, da so za kak milimeter boljši bili od nas in na koncu zmagali. Zelo športno, ampak mi smo držali in stiskali pesti za vsako vašo kapljo znoja, ki verjamem jih je bilo kar obilo. Danes smo pravzaprav tukaj zbrani, ker imamo 2 žezli v ognju. Kje pa se nahaja naš Klemen Čebulj? Klemen je pa ostal na Poljskem, zato ker začenja prvenstvo, mislim, da čez 10 dni, 14 dni in so tudi s treningi, mislim, da danes jutri začnejo, tako da ni uspel. Sašo pa tudi vem, da ima obveznosti in danes ni mogel biti z nami. Ampak je pa v naših mislih z nami, oziroma so z nami celotna zasedba. Dajmo en velik aplavz, ki ga bo poneslo vse tja do Poljske ali do Grčije, kamor so se že odpravili naši odbojkaši. Ja, Klemen in Tine sta pravzaprav tako dolgo že z nami, da smo nekako vsi skupaj rasli na ravnah skupaj. Žal, kot rečeno, Klemen je svojo odsotnost upravičil in nam poslal svojo mamo. Janja je nekje z nami. Janja Čebulj, prosim, pomahajte nam, vas bom potem povabila tudi na oder. Janja Čebulj je bila seveda ob Aniti, pa ob Adiju in Miranu ena v vrsti najponosnejših staršev v naši sredini te dni. No, tudi v naši mestni hiši smo napeto čakali na tekme in odštevali dneve, predvsem do danes. Saj to, kar je uspelo našim odbojkarjem na čelu s Tinetom in Klemnom, nas je povezalo in naredilo več kot ponosne. Kot pristno, trmasto, koroški z jekleno voljo, ki se poraja tako ob sreči, naporu, utrujenosti in priznamo tudi kančku grenčine, ampak z velikim zanosom ob dejstvu, da smo tako majhni, tako na severu, tako za ovinki, pa vendar imamo tukaj 2 srebrna. Med najboljšimi odbojkarji Evrope, kjer je konkurenca res težka. No, to ne uspe vsakomur, nam je, že v nedeljo smo tudi na tem mestu, ne vem, če veš, Tine, se zbrali in kljubovali najprej dežju, mrazu, potem pa tudi solzam, ampak srebro je prišlo k nam. Jaz bom zdaj povabila na oder našega župana, doktorja Tomaža Rožena, ki je bil v prvi vrsti in navijal za vas. Doktor Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, prosim. Hvala lepa, lep pozdrav vsem imenu občine Ravne na Koroškem. Hvala, da ste se zbrali, da se poklonimo našima junakoma, torej Klemenu in Tinetu, posebej svojo Tinetu, ki je tukaj z nami. Zlati Tine, ki ima menda srebrno medaljo, jaz se še nisem videl, mogoče jo zdaj ogledamo, tako da se sem vedel, da je mano. Tako da v vsakem primeru, no, seveda, da se bo še bolj videla, ja.
Čestitka in pa poklon seveda v imenu mesta, v imenu občine Ravne na Koroškem, poklon v imenu vas vseh. Čestitka Tinetu, javna zahvala seveda za vse, kar je storil. Veliko nam pomeni, če seveda Sloveniji pomeni ta srebrna medalja veliko, nam pomeni dvakrat več, tako da seveda v imenu občine in pa mesta sporočam, da smo zelo ponosni na te, da stojimo s tabo ob strani v primeru uspehu in tudi neuspehov in da bomo seveda stali ob tebi, tudi ko bo morda ostala Slovenija že pozabila na te in ko ne boš samo živa legenda, ampak samo še legenda. Tako da sporočilo vseh nas, ki smo tukaj zbrani in seveda mene kot predstavnika občine, res smo ponosni na te, dviguješ nam samozavest, ne samo kot športnikom, tudi kot ljudem, ko si seveda človek iz naše lokalne skupnosti uspel, ko si eden najboljših odbojkašev Evrope, najboljših odbojkašev sveta in seveda z veseljem navijamo zate, dobivamo kurjo kožo ob tvojih in uspehih tvoje ekipe, tako da res resnična hvala in pa izražen ta javni ponos tebi, Tine Urnauth. Takole zdaj bom prosila Ferdona, da nam prinese košarico, ta prvo košarico. Ferdo, dajmo na poskok, a je kaj športnega duha, dajmo ga malce spodbuditi. Prihaja torej košarica, ki jo bo podelil naš župan. Mal se bo Ferdo sprehodil, kot kaže. In kaj je rekel oče, mogoče Tine, ta prvo, ko si prišel domov, kakšen je bil njegov komentar? A ste se že slišala kaj vmes tudi po kakšnih socialnih omrežjih? Ata je bil skoraj na vseh tekmah, tako da, ko je pa domov prišel, rekel, zdaj sem te dočakal, zdaj grem pa spat. Drugače je bil pa non-stop z mano, tudi na Poljskem, na Češkem, tako da imam z tega vidika maksimalno podporo vedno. In to očitno tudi šteje, zelo dobro dene. Župan, prosim. Evo, skromna košara za Tineta Urnauta, ki je pa zlata penina, torej računamo tudi kdaj na zlato. Morda že kaj drugo leto. Pa bom prosila, da še dostavijo kar drugo košaro, zdaj ko smo že v šundu. Ferdo, še enkrat na poskok. Ferdo je počasne noge danes nadel. Aha, ne, Ferdo ima ta hitre. Zdaj pa prosim, da se mi Janja Čebulj pridruži. Mirana Čebulja menda danes ni z nami, če sem prav ujela, je pa ena in edina mati, ki je zdaj, prele mi je zaupala, da zdaj že prihaja k sebi, da je menda kakšno kitico že oddremala, pa vendar še pogleda kakšen posnetek za nazaj. Tudi Janji bomo podelili. Čestitka tudi za Klem na njegovi odsotnosti mami. Takole, mi pa nadaljujemo z govori, Janja, vi tudi tako. Ponos, vihranje, zastav pa bučna množica sredi Ljubljane, mimo grede, kako je minil sprejem v Ljubljani, kako je bilo? Super je bo, tudi tam, glede na to, kako vreme bo, nismo pričakovali prav veliko ljudi, mi smo po neprespani noči, ker smo res ob 2 se vrnili v hotel in ob 5 že štartali na letališče, bili tudi kar zmatrani, ampak na koncu je bo res tudi lepo število ljudi in smo bili zelo veseli. Ekipni duh in še kaj smo začutili v srčnih nastopih naših odbojkarjev in če kaj, imamo pa Korošci res radi odbojko, to so dokazali tudi mladi. Na lanskem taboru je bilo kar 65 udeležencev, tako da kar lepo število. Naš odbojkarski klub šteje menda okoli 85 mladcev, ki sledijo tvojim stopinjam. Pa vabim, da se nam pridruži kar predsednik odbojkarskega kluba Fužinar, David Slatinšek, ki bi seveda rad tudi mojstru veleasu odbojke čestital še v svojem imenu. David, prosim. Ja, lep pozdrav tudi iz OK Fužinar Vsi Metal. Sam sem pred 20 leti, ko se je Slovenija prvič uvrstila na Evropsko prvenstvo, igral tudi v Ostravi. Tako da vem, kaj pomeni ta dosežek naših fantov na čelu z Tinetom in Klemnom. Seveda smo takrat govorili pred prvenstvom, koliko setov bomo mogoče osvojili, sedaj pa govorimo, kakšne barve bo medalja. Bravo.
Iskrene čestitke Tinetu in Klemenu za odlične dosežke, za medaljo in upamo, da bo še več podobnih ali mogoče celo še boljših trenutkov. Se pa vidi, da je Tine ta pravi kapetan slovenske reprezentance, ker takoj, ko je izvedel, da bo naslednje svetovno prvenstvo v Rusiji, je se odločil, da gre igrati v Rusijo, da se bo lahko pravi čas aklimatiziral. Hvala. Hvala lepa. Biti športnik, to živeti in držati ves ekipni duh, pa niti najmanj lahko. A vam je mama tudi odcepila nekaj genov, da lahko nekako, po mojem, tudi psihološko motivirate svojo ekipo in člane? Je, sigurno. To je en zelo, zelo pomemben vidik športa na splošno. Odbojki, predvsem v težkih trenutkih, je še kako pomembno in tako sem rekel, pred začetkom prvenstva, tudi z tega vidika nismo bili, ampak smo rasli tokom prvenstva in je to ena na našem nivoju zelo pomembnih stvari, ki more biti na najvišjem mogočem nivoju, če hočeš premagovati vsaj tako dobre, če ne boljše ekipe od sebe. In to, ali pa tega se zavedajo tudi ob svojem naslovu evropskih podprvakov, da je to nekaj izjemnega pri Zvezi športnih društev Ravne na Koroškem. Zato zdaj vabim še k mikrofonu njenega predsednika, gospoda Danila Čebulja, prosim, da se nam pridružite in da nas tudi vi nagovorite. Lep pozdrav tudi v imenu Zveze športnih društev. Na Ravnah se skoraj vsi spoznamo na šport. Ni ga Ravnčana, ki se vsaj enkrat v življenju ne bi ukvarjal s športom. In glede na to, da smo se vsi ukvarjali s športom, vemo, koliko je enega truda potrebno vložiti v to, da dosežeš ene zavidljive rezultate. Da se sploh uvrstiš v kako ekipo. Da pa dosežeš vrhunski rezultat, tak, kakršen je bil tu, kakršen ga dosega Tine in Klemen in predvsem ta cela ekipa, pa moraš imeti še nekaj več, se pravi, dober talent oziroma gene prave, urnotove. In to je potem srebrna medalja na Evropskem prvenstvu. Za nas, tako vsi govorimo, je zlata. In v imenu vseh športnikov na Ravnah, aktivnih in vseh športnih delavcev ti poklanjam eno priznanje tebi in tudi Janjo prosim, če se nam pridruži. A manj pred pomagati. Da ti bo poleg medalje tudi to v spomin, pa da te bo spominjal na to Evropsko prvenstvo še eno lepo čestitam. Izvoli, Janja, v imenu Klemna čestitam tudi tebi. Mamici pa še rožico, pa seveda še mame Janiti. Pridi. Mama Anita čestita. Ja, no zdaj me pa še Anita malo krega, ko nisem nekaj povedal. Pridi je David povedal, da je bil tudi v Ostravi na prvenstvu in da je tam igral odbojko. Moram povedati, da sem tudi jaz. Lansko leto smo bili na neuradnem evropskem prvenstvu veteranov odbojke, selektor Adi Urnaut, ima pa še dva Korošca, Jože Meško, ko tam stoji, pa jaz, tako da smo pa dobili tretjo nagrado in teda malo slabši.
Iskrene čestitke še enkrat torej v imenu Zveze športnih društev. Hvala tudi mamama, prosim, ostanite nekje blizu, ker vaju bomo še potrebovali. Da je odbojka izjemen in perspektiven šport, so prepoznali tudi v podjetju Vsi Metal Ravne in na tem mestu k besedi vabim še Alojza Buhvalda, izvršnega direktorja za predelavo jekla pri Vsi Metal Ravne. Prosim, gospod Alojz, da še vi prevzamete besedo. V imenu skupine si zares iskrene čestitke vsem odbojkašem, še posebej našima dvema jeklenoma Korošcema, ki sta vlekla ta os in ga vlečeta že leta pa leta. Zelo smo ponosni, da smo dosegli tak uspeh v športu, ki diha z Ravnami že dolga leta in mi ga z veseljem podpiramo in tudi ga bomo še naprej. Še posebej smo pa dihali z vami v Vsi Metal Ravne. Saj verjetno veste, da je naš direktor eden največjih vaših fanov in ga moram danes na tem mestu pravičiti. In vsako jutro je bilo prvo poročilo, kako ste igrali na tekmi in vsi smo se veselili vsem tem norih zmagam, ki ste jih dosegali skozi celotno prvenstvo. Ker pa smo slišali nekako po kolorarjih, pa malo se govori že po televizorju, da imate namen se udeležiti naslednjih olimpijskih iger, so vam poleg nekih praktičnih daril podarimo to zapestnico, ki smo jo pripravili za naše olimpice in tudi s to zapestnico so dosegli vrhunske rezultate na tej olimpijadi. In sigurno ta zapestnica vam bo pomagala, da boste ne samo prišli na olimpijske igre, ampak boste dobili tudi zlato medaljo na olimpijskih igrah. Iskrene čestitke. Pa bova spet povabila Janjo. Janja se bo danes našportala, še dobro, da je Janja taka poskočna gospa in da jo pogosto srečujemo po vseh ovinkih, od Kotelj, Brdin in okolice, odkoder prihajata naša odbojkarja. Prosim, Janja, kar ostanite. Takole, zdaj bomo, hvala tudi gospodu Buhvaldu, zdaj bomo prek videa pozdravili tistega, ki se nam ni mogel pridružiti. Janja, pa vendar moram sicer še kakšno besedo, dve. Kako ste vi spremljali, kako je bilo navijati? Nam je šlo za nohte, mi smo bili nervozni. Kako pa mati gleda odbojko? Ja, mama z vsem srcem navija za svojega sina, navija za celotno ekipo in ko jaz navijam, v celem stanovanju govorijo televizije, v vsaki sobi in pol se selim malo sem, malo tja, da spremljam rezultat. Vmes pa celo stanovanje pospravim, ker drugače nimam mira. Janja, pa dejali ste mi prej, da zdaj pa za hobi malo nazaj zavrtite. Ja, zdaj pa, ko že vem, da so naši fantje, srebrni fantje, v miru pogledam tekme za nazaj, vsak set, vsako točko in sem srečna, vesela, da vam je to uspelo. Janja nekako z občudovanjem gleda tudi Tineta, vidva sta pogosta kompanjona na teh sprejemih in dogodkih. Sicer pa Janja, kako je Klemen? Kako se ima? Ja, Klemen, boste slišali, je ostal brez glasu, glasilke so danes zjutraj bile ravno toliko pripravljene, da vas bo pozdravil. Vsem vam pošilja en velik odbojkarski objem in se zahvaljuje za vso podporo, za vsako dobro željo, za vsak plosk, nasmeh, stisk roke ob prijemu srebrne medalje. Odlična poslanica in super, da vas je poslal med nas. Zdaj pa, kot ste slišali, ne bo zatajilo ozvočenje ali pa tehnologija, pač pa je Klemen res na švoh glasu in vidno utrujen. Seveda čakamo, da nas pozdravi, da nam pove, kakšne so občutki, kakšna so pričakovanja za Moskvo, prihaja Rusija prihodnje leto. Torej, zdravo, Klemen. Zdravo, jaz bi rad vse vas lepo pozdravil in se opravičil, ker ne morem biti danes z vami, pač nažalost sem že na Poljskem, kjer imam klubske obveznosti. Ne vem, res je bilo nekaj nepopisnega to evropsko prvenstvo in se vsi sploh ne moremo zavedati še, kaj nam je trenutno uspelo ponovno.
Res bi se vam rad vsem zahvalil, ki ste nas podpirali iz domačih naslonjačev in tudi tisti, ki ste prišli nas navijati na Evropsko prvenstvo. Tako da jaz upam, da ponovimo tudi tak dosežek drugo leto na svetovnem prvenstvu in nekako se zberemo v še večjem številu na Koroškem. Tako da hvala in se vidimo. Tole so zdaj že bile nekako smele napovedi za prihodni sprejem. Tine ne bomo še dali miru. Klemnu kajpak želimo vse dobro in vse lepo na njegovi poti in še naprej naj strmo gre samo navzgor in naj koroško trmo uporablja pri željenih odbojkarskih ciljih. Zdaj pa bom prosila, da se nama pridruži oziroma nam pridruži še familija Urnaut, ena najbolj znanih odbojkarskih družin. Torej gospa Anita, spoštovani častni občan gospod Adi, prosim pridita bliže, Tine kar ostaja z nami v naši sredini. Vidno in upravičeno najponosnejša takšnega asa imamo na Ravnah. Še mi smo ponosni, kaj ne vi. Evo, kako ste pa vi, malce bolj nežna in racionalna duša družine Urnaut, spremljali tako napete boje, kot smo jim bili priča te dni? Nisem vedela, se največ smejim, ker so tako izvrstno igrali, ali je bilo več pretočenih solz. V bistvu se mi je res milo stožilo, ko sem slišala himno, ki je sploh nisem prepoznala in nekako se mi je zdel to tak ta pravi spodbuden trenutek, da bojo fantje pač pobrali svojo energijo, ki jo imajo še kje in jo prevrgli v odlično igro. Pol, ko je bilo pa po moje konc tekme, smo se pa z možem že objemala in veselila in kar naenkrat ni bilo konc tekme. In pol naslednjič spet vsa vesela se veselima in se je bilo spet treba se umiriti in potočiti kako solzico, ampak na koncu je pa hvala Bogu uspelo in smo bila res, kot rečete, najbolj ponosna starša na svetu. Odlično sem vam rekla, najbolj racionalen del familije, ki je tako hladen in racionalen, da vidimo, po komu je to mirnost pobral tudi Tine, očitno mu to dobro koristi. Gospod Adi, vi pa ste bolj temperamenten navijač, a ne? Ne vem, če sem bolj temperamenten, ampak sem tudi brez glasa. Tudi brez glasu, torej imata s Klemnom nekaj skupnega, ne? Adi, kaj ste mu pa vi rekli, potem, ko ste, seveda, preden ste lahko v miru šli spat, ko je prišel fant domov, kakšne so bile vaše prve besede, vtisi po zadnji tekmi, ki se je izšla z srebrom? Pa mislim, da ni veliko več kaj zagovoriti. Jaz sem mu samo rekel, da to, kar so oni dosegli, to nobena športna ekipa na svetu ni v 3 prvenstvih, v 4 prvenstvih, 3krat v finalu igrala. To je eno. Drugo pa, da smo ne samo mi, jaz kot starš, ampak da je cela Slovenija zelo, zelo ponosna na tak uspeh. Osebno vam pa lahko povem, tudi njemu sem povedal, da sem zelo veliko tekmo igral v življenju, ampak tako tekmo, ko je pa s Poljake sredi Poljske, 11.000 gledalcev, vse navijali proti nam od zelo vprašljivih trenutkov, sodniških odločitev so naši fantje zmogli in so premagali. In zmagali. En velik, velik aplavz. Res je. Pa še, ko vas imam tako lepo zbrane, bom prosila še župana, da se nam pridruži. Kaj bi vidva sporočila vsem nam staršem, ki furamo otroke po Ravnah od treninga do treninga, od tekem do spodbude, ko ne gre? Kako jih bodriti, kako naučiti vztrajati? Anita, vi boste pravi naslov za ta odgovor. Jaz sem začela na drugem koncu. Jaz bi najprej pohvalila župana, pa ne zato, ker tako dobro skrbi in podpira šport mladih, ampak zato, ker tako dobro skrbi tudi za vse, ki smo že v zrelih letih, pa smo se nehali ukvarjati s tekmovalno kariero, pa nam omogoča dostop do vseh različnih objektov in jaz sem prepričana, da bi lahko mesto Ravne bilo res športno mesto.
Mi smo absolutno zato, da imamo en velik aplauz. Ravne morajo postati mesto in center športa. Hvala, Anita, za tele besede, naj se pozlatijo. Vsem nam in vsem tisti, ki jih imate še doma, seveda sporočilo, ki ga je pred nekaj tedni povedal gospod Robač, vsak dan se je treba premikati, je treba migati, ker edino to prinese pač neko zdravje in je garancija za bolj kvalitetno življenje. Vsem mladim pa poskusite vse športe, ampak tam, ko boste začeli pa trenirati, pa dajte vztrajati, tudi ko se vam ne bo več zdelo, da bi bilo fajn še enkrat iti na trening. Tole je bilo zdaj odlično slišati, kaj ne vsi starši, dajmo zaploskati, hvala Anita. Vam verjamemo in moramo, ker vam res je šlo vse odlično in kot po maslu in kot dokazuje Tine, res ste zgled ene take super športne družine, ponosni smo, da ste v naši sredini. Župan, prosim. Hvala lepa za vse prispevek, da še ena roža z naše strani. Takole, jaz pa bom prosila tudi punce, ker imamo še eno darilo naše občine, katerega se boste zagotovo najbolj razveselili vi. Punce od Stoje bodo prinesle na oder darilo. Ki so, da vidim, če vidite, kaj je darilo. Odbojkarske žoge in jih je toliko, koliko šteje let Tine Urnaut, tako da nekaj jih bo šlo v vaše roke, ampak jaz verjamem, da bojo dodano vrednost dobile takrat. Kuli ga čaka na mizi, če bi ena punca, Ferdo bo prinesel pisalo, za kakšno vendarle, daj nam pisalo, da kakšno vendarle spravimo že v zrak, preden nas pohodijo. Tako, jaz pa predlagam, da se nam pridružijo še, ne še ostanite. Nima še dodane vrednosti, dokler nima tvojega podpisa. Tako prihajajo tudi flomastri in Tine jih bo podpisal še nekaj v nadaljevanju. Evo, to pa bo zdaj darilo za vse vas, darilo župana občine Ravne na Koroškem. Jaz pa predlagam, da se postavimo. Tine bo se zdaj preselil na mizico, na odro, na drugem odru, rezervnem odru. Okej. Potem pa dajmo. Samo ne ostane tule, zdaj, ko bomo še nazdravili. Takole, jaz bom predlagala, da se malce nazaj, a me sliši? Ajde, dajmo malce nazaj, počasi. Tako, jaz bom rabila tukaj nekaj prostora. Malo prostora in prosim, naj se mi pridruži še gospod Čebulj, gospod Buchwald, gospod Slatinšek, in direktor Dejan Pandel, za katerega moramo narediti prostor, nam bo prinesel penino. Počasi. Jaz se mrta hilat. Jaz se Takole, dajmo zdaj malce prostora tukaj v spredi, da dobimo še goste na mizo, na oder. Ajde, takole, še enega gosta imamo in zdaj naredimo še malo prostora, še za direktorja Pandela, ki nam prinese še penino, kajpak da nazdravimo še temu uspehu
Tine bo še z nami, bo še podelil kakšen podpis in tudi kakšno žogo. Zdaj pa prosim tule malce prostora še. Dajmo narediti malce premora vmes. Tine bo še z vami, brez skrbi. Tine, jaz se bojim, da si te bodo domov odnesli. Ajde, tako. Ajde, time out, je rekel Tine. Kapetana je treba poslušati. Direktor ZKŠTM, gospod Dejan Pandel, pa menda prihaja z ene strani tudi z penino, evo ga. Bolj se bojim z tisto točko, ko prihajajo tudi stekleni kozarci. Pa vendar bom jaz pomolila zdaj še Tinetu mikrofon. Tine, kaj se zdaj dogaja, kam te pelje tvoja pot? Župan, prosim, drugi mikrofon. Tako, kam? Ja, evo, danes sem še na Ravnah, jutri me Poči vodi v Italijo, pol imamo žreb Lige prvakov v Ljubljani v petek, pol pa upam, da bom že dobil vizo, pa bom mogel iti v Rusijo takoj, ker v soboto že imamo prvo tekmo. Torej, Rusija zdaj naslednja postaja, ne samo letos, ampak tudi prihodnje leto. Zdaj še prej žreb, da boste Slovenci avgusta spet na svetovnem prvenstvu, je bilo bolj ali manj jasno že po visoki uvrstitvi v letošnji Ligi narodov. 4. mesto in 8. mesto na svetovni lestvici. Kaj pa vi pričakujete od gostiteljev Rusov? Bodo tudi kakšni kiksi in težave? Prvo moram razmišljati o sezoni, ker bo zelo naporna, ampak pa sigurno bo, tako gremo mi na vsako prvenstvo, na vsake tekmo, zelo motivirani, da bomo res spet se dobro pripravili tokom poletja in pol poskušali doseči boljši rezultat, kot pa na prejšnjem svetovnem prvenstvu in upam, da se bomo spet v kakem lepem trenutku videli tu na Ravnah. Dejali ste, da srebra imate že dovolj, penina je odprta in mi smo že parajt, bodi to znak, da je čas za zlato. Pa morda še za vse mlade, ker ste pač vendarle naš vzor, vidite, kako dobro se odzivamo in na vaš kamp in na vse vaše podvige. Kakšen bi bil vaš nasvet tem mladim, ki utripajo z vami in z odbojko na Ravnah? Res je, fantastično je videti toliko mladih. Nekih vidim na kampu, še več jih vidim danes tu, tako da res je super. Tako je že prej mama rekel, moram ponoviti, vztrajanje se vedno izplača in ko najdete neki šport, ko vam je všeč, ali je to odbojka ali karkoli drugega, vztrajajte, zato ker z vztrajanjem se pol vse poplača. En velik aplavz, drage dame in gospodje. Eden od naše izbrane vrste, naši evropski podprvaki, srebro tudi na Ravnah, Tine Urnaut. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da mi nazdravimo. Tine, zamenjaj mikrofon in pisalo za žlahtno kapljico, pomenljivo zlate barve, da nazdravimo. V imenu občine Ravne na Koroškem hvala vsem, ki ste v programu sodelovali v kratkem času, da smo pripravili vse skupaj od športne zveze, odbojkarjev, gimnastičarke iz društva Stoja, gasilci in še koga, ki je bil vpet, ter seveda hvala vsem vam, spoštovane, spoštovani, ki ste prišli podpreti naš koroški ponos. Med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto pričakujemo vroče pasje dneve, vroče tekme, vrhunske rezultate, ko se naši pobi spet vrnejo, pa še bolj velikansko slavje ob njihovem uspehu. Hvala, iskrene čestitke in vse dobro.